stojimo pri starem gramofonu, približno iz okrog prve svetovne vojne je bil izdelan, sicer v Angliji, dobil sem ga na boljšem sejmu, imamo srečo, zato vem, da je angliški, ki smo ga malo renovirali in malo porihtali, tako da koliko toliko igračev. In to brez elektrike, kar je po svoje razkošje. Sicer pa je v teh prostorih okrog 5000 predmetov in ljudje jih še kar naprej prinašajo. Nekateri jih pustijo kar pred vrati, saj vedo, da so na pravem naslovu. Po svoje sta tudi Miran in Nevenka zasvojena z njimi, tako kot njun oče. Mi da skušava to zasvojenost tudi na svoje otroke prenašati, ker je dedek že takrat izrazil željo in jim je večkrat govoril, to je za vas, ne, takrat so bili otroci, ampak dejansko to danes velja tudi za tiste obiskovalce, ki pridejo k nam, če so to otroci. Jaz jim vedno rečem, to je Grilova zbirka kulturne dediščine in dediščina je tisto, kar ti nekdo želi, da ti podeduješ. V bistvu nismo dediči samo mi, ampak tudi ostali, tudi tisti, ki prihajajo, so neke vrste dediči. Jasno je, da vseh predmetov ne moremo predstaviti. Smo pa za vas izbrali nekaj zgovornih biserčkov. Najstarejši predmet bi naj bil tale, sekira iz bronaste dobe, ki izvira tu nekje iz Otobromko Pohorja, tu na področju naše občine. Naša lajna je v zbirki že skoraj čisto od začetka, pa nekako nismo vedeli, kam jo naj umestimo. Ko smo jo dali popravljati v Mengeš, pa so potem pri restauriranju ugotovili, da ta lajna izhaja iz Francije in sicer iz obdobja po francoski buržoazni revoluciji 1789, ko so dejansko imeli veliko takih vojakov poškodovanih v revoluciji in so jim seveda morali neko materialno bazo torej postaviti. Vse, kar je dobil tak vojak do konca svojega življenja, je bila lajna, z njo je šel na ulico, na trg in si je služil kruh. To je bil nekoč zares gospodski voziček za mame, ki so bile gospe in njihove otroke. Za tiste, ki so spali, je bil takšen položaj, torej kakšna dekica za otročka. Potem pa se je to spremenilo in ko se je otrok zbudil, je lahko pa vozičko sedel pa opazoval svet. Moj najljubši predmet je tale, ker smo pač moški bolj tehniki in sicer zaradi tega, ker ima polno nastavitev, nikjer nobene reže za papir ali kaj in to je ena zadeva, za katero ne vemo, kako je delovala in če bi mogoče kdo od gledalcev kaj vedel, če bi nam lahko kaj pomagal, bi bili zelo veseli. Veseli bi bili tudi kakšne ideje v zvezi z naslednjim predmetom. Zadeva se takole odpre in je notri en tak votel prostor in pa seveda tako torej zapre. Gospod Bogataj, torej naš veliki etnolog, moram priznati, da nekako ni imel ustrezne razlage. Eden od odgovorov gospe, ki je zadevo temeljito prevohala in ima odličen nos, je, da naj bi bil služil doziranju ene pipe. Nevenka obiskovalcem, predvsem otrokom, v branje ponudi tudi Slomškovo knjigo, v kateri piše o trojnem premoženju človeka. Na prvem mestu je skrb za telo, na drugem premoženje glave in kaj je tretje? Ne more biti druga kot pošteno srce. In včasih pri vsej tej naši civilizaciji, vsemu napredku, je to stvar, ki hodi za nami. Bi nas pa morala že skoraj prehitevati ali pa dohajati. Torej poštenost, pošteno srce. Napredek tehnologije torej ni tudi napredek človeštva. Če ste prepoznali katerega od skrivnostnih predmetov, ki smo jih pokazali, nam to lahko sporočite po elektronski pošti. Vse pa si lahko od blizu ogledate v gradu Rače.